današnji tiskovni konferenci Slovenske demokratske stranke. Tudi hvala za udeležbo. Današnja tema je tista, ki je zagotovo ena od najbolj aktualnih, ko gre tudi za ugled Slovenije v mednarodnih institucijah, in sicer se dotika vprašanja sodnih zaostankov. Veste, da je pravica do sojenja v razumnem roku in pa seveda pravica do sodnega varstva ustavna pravica in da je to eden od razlogov, zaradi katerih je bila žal Slovenija kar nekajkrat izpostavljena kritikam mednarodnih institucij in slovenski davkoplačevalci v veliki meri obremenjeni s plačevanjem kazni, ki jih izrekajo evropske institucije, prav zato, ker slovenske državljanke in državljani nimajo v celoti uresničene te pravice, torej pravice po eni strani do sodnega varstva in po drugi strani do sojenja v razumnem roku, ki seveda ne obsega samo sam potek sodnega procesa, ampak tudi izrek sodbe in na koncu njeno uresničitev. Tisto, kar v SDS predlagamo za to, da bi čim bolj pospešili odpravljanje sodnih zaostankov, je uporaba modernih tehnologij. In sicer v tistem delu, ki je tudi že začrtan v nekaterih načelnih aktih, to se pravi v resolucijah, ki jih je ta država že sprejela. In sicer je sprejela kar dve resoluciji v minulem mandatu, ki se dotikata tega področja. Eno je sama resolucija o nacionalnih razvojnih projektih in drugo je strategija informatizacije pravosodnega sistema, ki je omejena na 5-letno obdobje od leta 2008 do leta 2013. Velik del te resolucije je bil že uresničen do konca mandata prejšnje vlade, namreč informatizirani so bili že vsi vpisniki, razen vpisnika v kazenskih procesih, to se pravi v kazenskih postopkih, in postekle so priprave na nekaterih sodiščih že za popolno informatizacijo posameznih postopkov, to se pravi za snemanje in skratka za uresničitev te resolucije v celoti. Žal se je zdaj začelo dogajati to, da je ta dobro začeta sprememba, ki je zagotovo v korist vseh, ki pač uresničujejo svoje pravice na sodiščih, v veliki meri zastala. Čeprav bi morali biti prav tudi vpisniki na kazenskem področju, ki je med najbolj obsežnimi, urejeni glede informatizacije že do konca lanskega leta, žal to še vedno ni uresničeno in zato predlagamo zakon, s katerim se to izrecno naloži kot obveznost in sicer obveznost tistih, ki se sodišči neposredno upravljajo in so za njihovo delo tudi odgovorni in seveda kot vlada tudi odgovorni za področje, na katerem posamezno ministrstvo uresničuje svoje pravice in dolžnosti. S to novelo se torej vzpostavlja pravni okvir za informatizacijo tudi kazenskih vpisnikov, ki še ni bila izvedena, ker bo po eni strani bistveno pripomoglo k uresničevanju ustavnih pravic, torej ustavne pravice do sojenja v razumnem roku in pa do sodnega varstva, kadar je pač tudi to v danih primerih potrebno. In po drugi strani bo to zagotovo tudi velik prihranek za slovenske davkoplačevalce, saj bi se s hitrejšo in bolj ustrezno ureditvijo izognili dodatnim zaostankom na tem področju in s tem seveda kaznim, ki jih izrekajo evropske institucije in ki se jih v letu dni nabere kar nekaj. Ob tem ne opozorim še na to, da čeprav se zdi morda ta zakon samoumeven, očitno žal za obstoječo vlado ni, kajti te reforme, o katerih sem govoril, kot rečeno, so zastale še več. Nedavno je na okrogli mizi, ki jo je naredilo društvo Jožeta Pučnika, kakšno pravno državo hočemo, nekdanji pravosodni minister opozoril na to, da recimo na mariborskem sodišču, konkreten primer, kjer je bilo že vse pripravljeno za popolno informatizacijo postopkov, torej tudi za snemanje, potegnili so kable, poskrbeli za računalništvo, opremo za vse ostalo,
je menda zdaj celo na zahtevo samega ministra bil ta rok zamaknen z uresničljivega aktualnega roka za kar 3 leta, praktično to pomeni na začetek mandata naslednjega ministra in hkrati s tem tudi povsem na konec tistega obdobja, ki je bilo s to resolucijo informatizacije pravosodnega sistema določeno kot maksimalno. To se pravi, da je tukaj se postavlja vprašanje, zakaj se pravzaprav ne želi ali pa ni volje, ali kakorkoli že to razumemo, za uresničevanje reform, ki so povsem evropsko naravnanje, ki so naravnane s željo Slovenije, da izkoristi maksimalno tehnologijo in po drugi strani, da izkoristi tehnologijo za uresničevanje ustavnih pravic, kar je zagotovo v in javnem interesu in do česar imajo Slovenke in Slovenci vso pravico.